Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport, v kateri vas obveščamo o kulturno obarvanih vsebinah. Pretekli četrtek smo v Trstu obiskali razstavo Revizije Samire Kentrić, ki sta jo kurirala Vesna Pajić in Massimo Premuda v sodelovanju z Alpe Adria Cinema in Mestno občino Koper. Pretekli četrtek smo obiskali razstavo Revizije Samire Kentrić v Trstu, ki je potekala v okviru spremljevalnega programa Tržaškega filmskega festivala. Otvorila se je 18. januarja v prostorih Tržaške galerije Double Room, zaključi pa se v petek 1. marca. Kurirala sta jo Vesna Pajić in Massimo Premuda v sodelovanju z Alpe Adria Cinema in Mestno občino Koper. Že v poletju 2023 smo si lahko v skladišču Libertas ogledali razstavo Vizije, katere kustosinja je bila prav tako Vesna Pajić. V tržaški ediciji Revizije je šlo za nekoliko manjši razstavni prostor in temu primerno ožji nabor del. Razstava prikazuje avtoričin osebni komentar na temo feminizma ter kritično refleksijo razvoja slovenske družbe. Njena dela tako nagovarjajo aktualne izzive današnjega sveta. Samira Kentrić je slovenska vizualna umetnica in avtorica 3 grafičnih novel. Nase je že večkrat opozorila s prodornimi in kritičnimi upodobitvami slovenske družbe. Marsikdo jo pozna kot avtorico posrečene naslovnice zbornika Slovenka, ki ga je prvemu slovenskemu ženskemu časopisu posvetila zgodovinarka Marta Verinjela. Umetnica je tudi avtorica knjig Balkanalije, Pismo Adni ter Adna, v katerih je spregovorila o razpadu Jugoslavije ter begunstvu. Zanimajo jo usode ljudi v stiski zaradi političnih odločitev, nad katerimi nimajo vpliva, in nezdravih tradicijah, ki določajo naša ravnanja. Med drugimi poudarja, da kot umetnica ne vidi pomembnosti v sporočilnosti oziroma vsebini del, saj se po njenem mnenju tematike skozi zgodovino venomer ponavljajo. Poudarek daje na izvirnosti estetske interpretacije sporočilnosti. Med drugim navaja, da se ji zdi pomemben prostor, ki ga umetnik pušča med sabo in svojo stvaritvijo, ter da se svojim delom ne pooseblja, za kar se sama mnogokrat, ko ne gre za osebne projekte, raje izogne risanju na roke in daje prednost računalniško ustvarjenim podobam. S tem do neke mere izvzame oseben pečat in daje v ospredje podobo samo. V sklopu razstave Revizije se je 22. februarja odvil tudi pogovorni večer, ki ga je vodila Antje Gruden. Med drugim sta se v pogovoru dotaknili tem feminizma ter diskriminacije. Ženska, ki je mene učila feminizma, je ta, ki na pamet, celo jaz ne bi pomislila, da me je, to se še zadnje čase pozavedam, je moja lastna mati, ki je sicer precej konzervativna ženska, ampak vendar je to, njena zgodba je zgodba migrantke, ki je prišla v drugo okolje, imela samo 4 leta od osnovne šole, skratka pol pismena, drug jezik, vse drugo, in vendar se je zaposlila in imela svoj reden dohodek, skrbela za nas in za vse, kar je bilo potrebno. Jaz mislim, če to ne zna feminizma. In tudi to, kar je večkrat nama je bilo sestro rečeno strani staršev, ampak predvsem je šlo pa za vzor, tako da niti ne bi bilo potrebno, da je izrečeno, je, kaj je v življenju za žensko pomembno. Pomembno je, da ima svoj denar. Ne nikoli biti odvisna. To je tisto, kar sem poslušala in mislim, da se treba zahvaliti že kakšne generacije prej, predvsem pa tudi sistemu, ki je marsikaj od tega tudi omogočil. Kdo pa naj bi danes bil feminist, kot si sama rekla, mislim, da seveda, da vsi. Težava je malo tako, da se nam dostikrat zdi, da obstaja toliko enih frakcij in tudi feministke se napadajo med sabo in potem marsikoga mine, da bi bil feminist, ko poslušaš eno, s katero se tudi večno strinjaš. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da si ne dopustimo vzeti tega, da se še vedno ne imenujemo feministi. Pri nas feminizem tudi malo posledica tega čedalje bolj popularnega individualizma. Zadnje čase se ukvarjam s knjigami na to temo, ker delam naslovnice za njih. In recimo delala sem tudi naslovnico za knjigo o intersekcionalnosti, kjer je ideja, da je feminizem eden od teh bojev, ki nekako skupaj
potekajo. Skratka, diskriminiranje na rasni podlagi, spolni, kakorkoli, da bi to vse skupaj sodelovalo. Jaz nisem prepričana, če ni to bolj želja kot naša realnost. Jaz nekako čutim, da gre za ta individualizem, da to zahteve po pravicah so zahteve zame konkretno, ne mogoče za celo skupnost. Bi pa mogoče si vseeno želela, da kljub temu, da mogoče tudi, če to je tako, da to ima neko posledico, da nekako odpira prostor, da dela bolj tolerantnega, ampak nekako se mi zdi, da mogoče, če je več teh glasov slišanih, jih je mogoče slišati tudi preprosto zato, ker se vsak ukvarja s sabo. Mislim, da če Selma ali kdorkoli, če reče, da se je počutil diskriminiran, se je počutil diskriminiran. Nihče še najmanj primerno je, če je to učitelj, da mora trditi, da tvoji občutki niso realni, da če bi se bolje prilagodil, tega sploh ne bi občutil. Moja zgodba je bila precej drugačna. Jaz sem se očitno bolje prilagodila. Verjetno gre tudi za neke značajske poteze. Jaz, odkar vem, ves čas iščem, kaj je skupnega med mano in tistimi, s katerim komuniciram. Nikoli ne razmišljam, kaj je tisto, kar me ločuje od okolice. In seveda se mi je dogajalo, še zdaj se kdaj dogaja. In za marsikatero diskriminacijo se bojim, da tudi nikoli ne izvemo, ker ne veš, kaj se je vplivalo na kakšne odločitve. Ampak jaz temu preprosto ne posvečam veliko pozornosti. Mogoče je narobe, mogoče ni, ampak malo jaz odločim na tem, kaj je ta neka osebna diskriminacija pa sistemska diskriminacija. Recimo, to, kar sem jaz doživljala, so bile več ali manj osebne diskriminacije. Sistemske, recimo, jaz mislim, da so recimo s sestro lahko doštudirali in opravljala neka dela, ki si jih tudi želiva, je znak tega, da ni bilo sistemske diskriminacije. Še vedno je malo primerov manjšin ali pa priseljencev, ki so nekako uspeli. Se mi zdi, da zelo malo ljudi, če rečemo, da napreduje po tej neki vertikali, da opravlja pomembnejša dela kot njihovi starši, ampak ni sistem tiska, ki nas je toliko onemogočal, kot so te neke manjše diskriminacije. Danes se bojim, da je že precej drugače, ravno zato, ker je dosti večja diskrepanca v plačah. Nekdo, ki pride danes v Slovenijo podelati, zelo težko tudi šola svoje otroke, jezik je problem je, ki bo želil računalnike, vse živo. Tako da se mi zdi, da je situacija danes precej težja. Tudi se mi zdi, meni ta način nagovora, recimo, kot je to Selmina knjiga, mogoče tudi to, kar piše Dijana Matkovič, zakaj ne pišem, se mi zdi ta način nagovor, ki nagovarja dobro misleče Slovence, slabo vest dobro mislečih Slovencev. Meni se je vedno zdelo bolj smiselno te težave ponazoriti znotraj nekega humorja. Ker se mi zdi, da ni nikoli dobro, če pristopaš k ljudem skozi njihovo slabo vest. Jaz sem to, kar se zdaj res izkazuje, da verjetno imam čisto prav, da tako mislim, jaz sem to doživela enkrat v Nemčiji, kjer bilo nas je nekaj avtorjev, ki smo predstavili svoje debitanske romane. In med nami avtoricami je bila ena mlajša avtorica, ki je živela med Izraelom in Nemčijo. Izgledala je dobro situirana, glede na to, kako razlagala, da njeno življenje poteka, ampak govorila je o zgodbi svoje stare mame. In jaz sem čutila to slabo vest, ki je stekla skozi dvorano, ko je ona govorila. In govorila je skratka o nečem, kar je še kar daleč v preteklosti. In ta slaba vest se mi zdi je tista, ki Nemčijo preganja danes in ki preganja posledično celo EU, da nič ne naredi in da smo, kjer smo. Tako da jaz mislim, ne nagovarjati te slabe vesti, tudi če je dobro namenjeno, mislim, da ni moj način, ne vem, če je uspešen. Razumem pa, da je tudi to potrebno. Samira Kentrić je v zadnjih 2 mesecih bila deležna tudi umetniške rezidence v Kubedu, ki organizira Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper. Času rezidencije posvetila ustvarjanju nove knjige, esejistično spisane besedilne zgodbe, podprte z njenimi ilustracijami. Obiskali smo gledališče Koper, kjer smo se udeležili ene izmed zadnjih vaj pred premiero za predstavo Sirote.
V petek bodo v gledališču Koper premierno uprizorili predstavo Sirote. Dramo, ki se spogleduje s filmskim žanrom trilerja, je napisal britanski dramatik Denis Kelly. Pod režijo se je podpisala Renata Vidič, v glavnih vlogah pa nastopajo dramski igralci Tjaša Horvat, Blaž Popovski in Mak Tepšič. Rdeča nit predstave je nasilje, ukvarja pa se tudi z nesprejemanjem, nemočjo in odgovornostjo. Ja, jaz bi rekla, da je v bistvu glavna tema nasilje, ne? Vprašanje, kje se nasilje rodi in zakaj. Seveda gre za tudi družbeno odgovornost vsakega posameznika, ki kreira svet. Če se zavemo, zakaj je svet takšen, kakor je, recimo, da je grd, črn in krut. Če vemo, zakaj do tega pride, potem lahko z našim delovanjem, s posameznikovim delovanjem, v bistvu z vrednotami, ta svet spreminjamo. Drama v ospredje postavi mlada zakonca Danija in novopečeno nosečnico Helen. Večer zmoti njen brat Liam, ki okrvavljen vstopi k njima in pravi, da je v bližnji ulici naletel na z nožem ranjenega fanta. Toda ko Liam svojo pripoved večkrat spremeni, zakonca postajata vse bolj sumničava in izkaže se, da je Liam fanta napadel in ranil le zato, ker je tujec. Z vidika igre je bil to zelo zahteven projekt, ampak ne zahteven v tem smislu, da bi bilo mučno naporno, ampak z vidika tega, da je bilo res igralsko toliko materijala, da je bilo treba kar marsikaj prečesati in v marsikaj se spustiti in velikokrat tudi riskirati. Tudi mislim, da bodo vse predstave, glede na to, da je precej odprta forma, take, da bojo znale malo zavarirati in da ne smemo biti presenečeni, da se nam zgodi in odpre tudi kaj novega. Na vajah je zaradi kompleksnosti likov sodeloval tudi klinični psiholog Aleksander Zadel, ki je igralcem pomagal pri gradnji verodostojnosti lika. Iz besedila je namreč razbral, da ima vsak svojo patologijo. Ko so oni začeli osvajati tekst in ga postavljati v gledališče, sem se udeleževal vaj, da sem lahko potem na teh vajah, ko sem opazoval, kako se obnašajo, kakšne geste imajo, mimiko in tako naprej, svetoval, da v bistvu prilagodijo mimiko prav tisti patologiji, ki je značilna za ta lik, ki ga igrajo. Predstavo bodo odigrali v mali dvorani, saj od publike zahteva posebno zbranost, doživljali pa jo bodo na razumski in čustveni ravni. Zaradi filmske oziroma naturalistične igre igralcev, ki jo zahteva besedilo, se je režiserka odločila, da gledalce postavi čim bližje igralcem tudi na oder. Tudi ta izkušnja, da jih zavohaš, da ko grejo mimo, začutiš v bistvu njihov premik, da opaziš najmanjši premik ali pa izraz na obrazu ali pa trzljaj nekega prsta. Hkrati so pa okrog in okrog sedi občinstvo kot v bistvu družba in igralci so del te družbe, posamezniki pravzaprav, ki so ustvarjajo družbo in družba so ustvarjanih. Ustvarjalci si želijo, da bi predstava med gledalci spodbudila razmislek o tem, kaj so gledali, ter refleksijo, kaj bi sami naredili v takšni situaciji. Hvala za vašo pozornost in lepo pozdravljeni do prihodnjič. Yeah.